Hvala Maša, hvala Rok. Kot rečeno, z nami je Boban Jovič, trenutno pomočnik trenerja selekcije U14 pri NK Olimpija. Boban, dobro jutro, dober dan. Dober dan tudi vam. Zdaj Bobana se bodo nekateri naši gledalci spomnili še kot fuzbalerja, ko je še brcal za Olimpijo, ker v bistvu si še niti 30 ni. In tudi marsikateri Ljubljančan tudi bo mislil, da si ti pravzaprav iz Ljubljane, da si rojen tukaj, ker ti si pustil tak pečat v NK Olimpija pri zmajih, ampak temu ni tako, ne? Tako, sem rojen Celjan, tudi živim v Celju, ampak me je pot nekako že v srednji šoli zanesla v Ljubljano, kjer sem potem tudi preko spleta okoliščin ostal, dolga leta igral za Olimpijo in evo, ponovno nekako me vrača smer v Ljubljano. Tako, torej od 2009 do 2015, prva izbira na desnem boku obrambe NK Olimpija, potem si še nabiral izkušnje v tujini, na Poljskem, v Turčiji, potem pa si zaradi poškodb moral nekako predčasno skleniti kariero, sicer bi seveda še vedno lahko igral. Pa tako, po neki praksi bi verjetno še mogel biti na igrišču, ampak doživel sem par poškodb, ki so se vezale ena za drugo in enostavno več ni šlo v tej smeri, da bi se lahko profesionalno ukvarjal z nogometom. Sem pa nekakšen karakter, ali da delam neke stvari na 100% ali pa je boljše, da ne. Tako da evo, obrnil sem nov list in smo na novi poti. Kdaj v igralski karieri si pomislil, pa ja, lahko bi bil tudi trener? Dosti hiter, zaradi svoje specifike igre, ki nekako nisem bil nekako fizično dominanten, sem že ogromno mogel razmišljati o nasprotniku, o svojih soigralcih, kjer lahko najdem svoj prostor. In potem pa nekako vse bolj v tujini. Imel sem srečo, da sem imel dobre trenerje, v komunikaciji z njimi, tudi selektorji v reprezentanci so bili zelo dobri. Spremljal sem njihovo pripravo na tekmo, dosti razmišljal o tem in nekako sem že vedel v igralski karieri, da bi nekako me zanimal ta poklic trenerja. A lahko dam eno tako pavšalno oceno, da iz moje perspektive vedno se je zdelo, kot da branilci ali pa te, ki igrajo na sredini terena, da so boljši trenerji, ker razumejo bolj, kaj se dogaja, bolj vidijo, ali je kaj na tem? Tako kot sem rekel, z moje perspektive ja, zato ker tudi zaradi moje igralne pozicije imel sem vse pred seboj. Videl sem in gibanja soigralcev pred seboj, potem centralni branilci, vratarji in nekako poznam tudi sistematiko gibanja, razmišljanja igralcev in verjetno je to ta širina, ki nam da malo večjo prednost, če lahko rečemo. Koliko pa misliš, da je to, da si sploh bil profesionalni nogometaš, kako lahko to prenašaš na zdaj mlajše, te svoje izkušnje? Pa glih zaradi tega, najprej, kjer je zdaj pri mladih največji poudarek je na tem ta voljni moment. Enostavno nogomet je ena velika industrija, kjer je z vsakim letom konkurenca vse ostrejša, bolj surova in nekako, če se spomnim svoje generacije, koliko nas je bilo skozi reprezentančne selekcije, ne samo, da ne štejemo vse klube, člane vseh klubov, na koncu nas je mogoče 5 igralo resen nogomet, tako da je nekako naravna selekcija, kjer ne moreš vse predvideti, ampak je tisto, kar je na tebi delaš in potem nekako moliš Boga, da se stvari poklopijo, no. Čisto enostavno. Seveda ne moreš imeti nadzora nad vsem, zdravje je pač ena od takih stvari, ampak kaj pa, razen seveda zdravja, je najbolj pomembno, da uspeš narediti ta prehod, ker pri nogometu, seveda pri ostalih športih podobno, iz teh mladinskih sekcij, kjer je veliko obetavnih nogometašev, potem narediti ta težek prehod v člansko seniorske ekipe. Glih v tem je ta moja sreča, ker na Olimpiji so imeli nekako posluh za moja mlada leta. V 4. letniku sem že bil priključen prvi ekipi, kjer so bili potrpežljivi z menoj. Moja kvaliteta pri 18 ni bila na tem nivoju, da bi lahko bil prvi igralec, ampak nekako maksimalno sem treniral, resno, brez prevelike negative, čakal sem svojo priložnost. Dolgo sem jo čakal na Olimpiji, ampak ko je prišla, sem izkoristil in potem nekako trenerji in cel ustroj kluba je razmišljal o meni,
kot nekomu, ki mi lahko zaupa, zato sem pa tudi ta mnoga leta odigral na Olimpiji brez prevelikih turbulenc. No. Ali ta mali vedo še Boban Jović, ime, priimek? Nekateri ja, ampak bolj jim starši pripovedujejo. Danes je tudi tehnologija omogočila fantom, da takoj skenirajo trenerja, kje je igral, kako, in verjetno imajo več oni podatkov kot sam. No. Enostavno dajo mi posnetke tekem ali pa statistiko, kje sem igral. Nekatere stvari me tudi oni spomnijo, ki jih nekako pozabiš. Res je. Zdaj smo v res specifičnem času, ko Tako. lahko ti 14-letnik kaže tudi tvoje napake, ne samo tvoje uspehe. Tako je. A lahko mogoče samo pišeš, kot smo rekli, igral si za Olimpijo, potem si šel Poljska, Turčija, Poljska. Mogoče samo to, kako je potem prišel spet ta stik s klubom v Ljubljani, da so te povabili k sodelovanju? Nekako tako je bilo. Jaz sem v Turčiji opravil zadnjo rehabilitacijo po operaciji levega kolena. Tudi potem iztekla se mi je pogodba, kjer sem videl, da že predtem 2 leti nisem igral. Tudi najprej je bila operacija kolena, potem obe ahilovi tetivi, ponovno koleno. Nekako se je videlo, da ne gre več v to smer. Potem sem bil doma v Sloveniji in se je zgodil klic mojega bivšega soigralca Roka Baskere, ki je tudi v upravi kluba. Kakšni so moji vidiki. Enostavno njihova želja je bila, da se kot bivši kapetan igralec vrnem v klub. Moja želja pa bila absolutno, takoj po koncu kariere je bilo predvideno izobraževanje za trenersko licenciranje oziroma diplome in nekako tako smo se našli na poti. Zaenkrat je to 1 leto sodelovanja. Po vsej verjetnosti bomo tudi nadaljevali v naslednjem letu, tako da je to. In kako misliš, da si se znašel v vlogi? Si avtoriteta med mladimi? Si bolj strog, ali si kot pomočnik tisti bolj prijatelj njihov? Ne, v tej smeri ne gremo. Moj prvotni cilj je bil spoznati najprej fante, cel klubski ustroj, ker nekako bil sem v članskem nogometu 15 let, nisem imel stika niti kako se dela na Olimpiji, niti posebej pa karakter ali pa značaj otrok. Nekako bolj skrbim za to disciplino, ker nekako hočem jim prenesti to, kar jih bo čakalo v naslednjih letih. Mi smo zdaj, fanti so glih na nekem prehodu iz teh mlajših selekcij turnirskih sistemov v to, ki naslednjo leto že tekmujejo za naslov prvaka, pojava prvih reprezentanc in tu morajo biti enostavno pripravljeni. Kakšne pa so tvoje ambicije v trenerskem poklicu? Se vidiš tudi s časoma, seveda, kot glavni trener klubov v prvi ligi in tujini? Sigurno. Moja prioriteta je, tudi čas mi omogoča, da se posvetim izključno izobraževanjem. Tudi potem z ustrezno izobrazbo v športnem treniranju lahko potem tudi treniraš večje ali pa članske klube in to je moja prioriteta. To je moja prioriteta, sigurno. Zdaj ta U14 se zdi kot neko tako prehodno obdobje, ko končaš osnovno šolo, prideš na srednjo šolo, spoznavaš se z novimi stvarmi v življenju. Kako občutljivo obdobje je to za nogometaše? Koliko jih tukaj tudi pade na tej oviri? Pa sigurno, fanti se zdaj prvič srečujejo s tem velikim nogometom. To pa, če govorimo zdaj malo v nogometnem žargonu, je ta sistem 10+1 velikega nogometa, kjer morajo ta otroški ali pa turnirski sistem nekako pustiti za seboj in se pripravljati za resne stvari. Kar se tiče aspekta psihologije, so pa fantje na velikem razpotju. Jaz sem bil tudi v njihovi koži, kjer nekako osnovno šolo zaključiš in nekako pot te že usmerja nogomet plus šola. Ni samo eno ali drugo, ker šola je prioriteta. Tudi sam sem potem izbral gimnazijo Šiško, kjer mi je omogočalo nek nogometni razvoj plus šolanje. Ni pa bilo lahko. Še enkrat povem, potem odhodi v tujino, vsi pritiski klubski, nič se ne more meniti s tem prvim prihodom v Ljubljano, pustiš prijatelje, očeta, mamo za seboj in potem samo karakterno uspeš to prebijati. Odlično. Hvala za enkrat, Boban. Gremo na kratke oglase, vi pa ostanite na Ljubljana TV. Dobrodošli nazaj na Ljubljana TV. Pogovarjamo se z Bobanom Jovićem, pomočnikom trenerja selekcije U14 pri NK Olimpija in tega nisem omenil v prvem delu oddaje, nekdanjim reprezentantom. Ti, Boban, si igral za mlade selekcije,
te generacije so bile kar uspešne, kolikor se spominjam, ampak opiši, kakšen pa je občutek, ko dobiš klic trenerja, da si uvrščen na seznam za prvo seniorsko reprezentanco. Oziroma, a je klic ali ti greš na splet pa vidiš to, kako to izgleda? Moj prvi klic je bil iz zveze, so me klicali. Jaz sem končal takrat na Poljskem sezono in sem bil z družino v Sloveniji, kjer me je poklical selektor Srečko Katanec in nekako njegov klic je bil najprej v tem smeri, ok, je sigurno on ali ni, ampak potem sem vedel, da je stvar resna in tu ni razmišljanja ogromno. Bil sem se Še večje vzburjenje je bilo pri 15-16 letih, ko smo še bili obveščeni preko pošte. Smo dobijali v nabiralnik pošto in seznam, vabilo in potem vem, da smo na silo odpirali pa zvijali nabiralnike, da smo uspeli ali smo na seznamu ali nismo, ker nekako v komunikaciji z ostalimi igralci smo vedeli, da približno bi lahko bila vabila. To je bila neka specifika, ni bilo elektronsko, ampak je bilo fizično in smo odpirali na vse možne načine, da se prepričamo, če smo na seznamu. Super. Potem tudi zdaj pri delu z mlajšimi tudi opažaš te mlade fante, ko dobijo klice v svoje mlajše selekcije, so tudi podobno navdušeni. Pa so, vidim, ne komuniciram toliko s fanti na ta način, da jih sprašujem o njihovih občutkih, jih pa razumem. Nekako zdaj se začenjajo selekcionirati, dost, kar se te strokovne strani tiče, dost komuniciramo s selektorji ali inštruktorji. Tako da naj bojo reprezentanco tvorijo najboljši, zdaj ali bo največ iz Olimpije ali izbiri katerih klubov, naj bo selekcionirano po kakovosti, tako kot je bilo pri meni, kjer mi je potem bilo omogočeno, da sem skozi leta napredoval in je to. Lahko mogoče malo pišeš, se pravi, rečejo, da nogomet igrajo najbolje tisti, ki uživajo med njim. Recimo zdaj vsi poznamo primer Luke Dončića v košarki, ki je skozi nasmejan. Vsakič, ko ga pogleda kamera, njega nasmejan in zdi se, kot da se zabava. Kje je tukaj ta neka fina linija med tem, da se ti zabavaš in uživaš v samem nogometu in da si dovolj resen in odgovoren na terenu in izven terena, da uspeš? Zdaj, če se dotaknemo čisto Luke Dončića, on ima že dosti veliko podporo ali pa pripravo preko očeta, kjer je bil profesionalen košarkar, vemo njegovo tudi kariero in on ga na ta način nekako pripravil za ta nivo košarke, kjer je on, do neke meje. Potem se je zgodil njegov odhod v Real Madrid, kjer so se pokvarjali z njim najboljši strokovnjaki. Pri Luki ni bilo naključja z njim, niti kolikor je meni znana situacija, z njim niti nismo mogli komunicirati do 18 leta, tako toliko so ga držali pod kontrolo. Kar se tiče nogometa, nekako trenutek ti narekuje, kje je ta potem meja strogega profesionalizma. To so pa tista selekcija v evropskem načinu dela, večji, manjši klubi, kar se tiče rezultatskega pritiska, kakorkoli. Oni te potem hitro ali zresnejo ali pa te odpeljejo v smer, da dojemaš to kot hobi in te ne odpeljejo ta strogi profesionalizem. Eno tako vprašanje, a sta še vedno Ronaldo pa Messi glavni faci ali je tudi kak Mbappé zdaj glavni pa Neymar med mlajšimi? Kdo so jim vzorniki? Pa ponajava novi generaciji. Mi zdaj več fantov ne moramo verjetno govoriti o Xaviju in Iniesti, o naši generaciji, ker jih fantje ne razumejo. Verjetno so zdaj tudi De Bruyne, Mbappé, ampak iz moje perspektive sta Ronaldo pa Messi. Ok, vse so bili tudi kvalitetnejši igralci, kar se tiče samega čistega talenta, ampak da je nekdo toliko dolgo trajal, da je nekdo toliko bil pripravljen se odrekati pa teh stvari, mislim, če se bo še kdaj ponovil, je super. Kdo je bil tvoj vzornik? Na poziciji ali pa sicer? Pa nisem imel nekega posebnega. V našem otroštvu gledali smo vse, takrat je bila bolj italijanska liga tista najmočnejša in smo si pikirali na Italijo, na Inter, Juventus. Zdaj generacije prihajajo na angleško ligo in zdaj so verjetno njim dometi City, United in je super. Malo poslušam, kako komunicirajo med seboj, dosti podobno, ampak tudi različno. Zdaj, če se dotaknemo teh treningov pri U14, na čem je tukaj fokus? Tudi rekli smo, da je občutljivo obdobje v vseh ozirih, tudi v tej fizični pripravljenosti. Eni fantje se hitreje razvijajo kot drugi, eni ostanejo nizki, drugi hitro zrasejo. Koliko je tukaj fokus na tehniki, koliko je fokus na tem, da so dovolj močni, hitri? Tu meni dosti izkušnje dajejo, zato ker sem dal to njihovo pot. Opažam jih pa zdaj, kako oni v tem fizičnem smislu, kako prehitevajo en drugega. Nekateri so še vedno limitirani, nekateri hitro zrastejo
In naš način selekcije je nekako tako, da gledamo talent, da jim pustimo stvari, da potem narava naredi svoje. Tudi sam vem, bil sem dosti fizično limitiran v njihovih letih, da trenerji niso samo gledali za največjim, za najhitrejšim, ki je dal ta instinkt rezultata, da smo nekje prvaki pri U14-15 ali pa katera druga ekipa. Tako da delamo na vsem. Pri njih je najbolj pomembna ta koordinacija, kjer mora sovpadati z njihovim fizičnim razvojem, predvsem pa tehnika pa razumevanje. To je neka osnova, ki bo potem spremljala čisto do konca kariere. Odvisno, kje bo njihov domet. A se lahko da nek generalen komentar na to, zdaj preteklo sezono, kakšna je bila? Govorimo v mlajših selekcijah z korono ali za članski nogomet? Mislim, s korono mlajše selekcije. Te neskončne ovire, ki so bile v zadnjem letu. Ogromno so trpeli fantje. Iskreno, toliko je bilo teh omejitev, potem če razmišljamo tudi sovpadanje z njihovimi šolskimi obveznostmi, fantje so bili doma. Mi smo skušali prek Zooma trenirati, kolikor se je dalo, imeti jih pod nadzorom in potem se vse enkrat spustili. Pa smo jih potem, jih je dohitela obveznost treninga, dohitela jih je obveznost šole in so kar se pa tiče trenažnega procesa, so pa dosti izgubili nekako. Mi smo bili od poletja do tistega potem drugega lockdowna na dosti velikem nivoju, potem pa, ko smo se ponovno zbrali, smo videli, koliko so fantje fizično oziroma tisti največji občutek za sodelovanje en z drugim. Tu je bila, mislim, dosti velika bariera in smo se ponovno vračali na začetek, da smo lahko gradili. Ali mora trener tudi biti dobro fizično pripravljen ali se lahko malo opusti, pa zapusti, pa se usede ob rob igrišča, pa malo spremlja tako? Skušam biti profesionalen v tej smeri, da tudi treniram, da ostanem fit. Ne zaradi tega, da bi zdaj z njimi treniral na ta način, da sem konstantno, ampak nisem tudi v karieri, ni mi bilo glih najlepše, če bi trener bil zapuščen, govorimo pa o športnih stvareh ali pa kakorkoli. Tako da nekako držim se tega, da kakor mi bo narava omogočala, da lahko nadziram svojo kilažo, da ostanem zgled tudi fantom. A te kdaj vendarle izzovejo do te mere, da se jim pridružiš v igri? Če hočem pokazati neke stvari, ki so moje ideje, pa da je vidijo v živo. Da vidijo nekako v kakšni hitrosti, pa ta način gibanja. Da ne govorimo samo pa rišemo po tablah, ampak da fanti vidijo to v živo, pa potem speljejo na terenu. Jaz se pa izogibam, jaz sem svoje odigral, fantje, zdaj je to njihovo stališče. Nimam problema z egom, da zdaj se moram nekaj dokazovati, absolutno ne. Ali si ti vedno igral na svoji tej desni bočni poziciji? Lahko samo pišeš, kako točno ve igralec oziroma kako trener ve, kateri poziciji bo najbolje se obnesel? Pri mene je zelo hiter, me je zaradi moje fizične oziroma nisem bil najvišji igralec, bil sem pa nekdo, ki je lahko ogromno tekel, otrok z ogromno energijo in že na začetku je nekako bilo postavljeno. Potem v starejših kategorijah reprezentance sem celo tudi igral v sredini, kar mi je pa ogromno pomenilo v razvoju za članski nogomet. Da nisem bil samo specializiran za določene strani, ampak potem, ko sem igral v sredini, mi je dal tudi ta drug zorni kot igrišča in pogleda. Potem sem to v članskem nogometu zelo dobro koristil in je bilo to to. Že razmišljate o naslednji sezoni v klubu, kaj za Bobana Jovića sledi v naslednji sezoni in kaj za mladinske selekcije? V klubu že imamo dogovorjen načrt. Nekako tudi moja ambicija je, uspel sem tudi ta izobraževanja od poletja zelo dobro napredujejo. Moja ambicija je, tako kot sem prej rekel, nekje vidim se potem v članskem nogometu. Tako da, če bo moja ambicija sovpadala z Olimpijino, kar sovpada trenutno, ostajamo, gremo v razvoj fantov in dvigovati lestvico dela, razvoja, rezultata, vsega. Tako da, to je moja filozofija. Ali nogometaš potrebuje dopust ali po sezoni svetujete svojim igralcem, naj se nekoliko odklopijo, preden se vrnejo nazaj v ta trenažni proces, ali je vendarle dobro, da se vzdržuje neka kondicija, forma? Moje navodilo za fante v tem letu zdaj, da ni več dopusta čez poletje. Ker to leto je bilo zelo specifično zaradi korone. Fantje so bili 6-7 mesecev v celotnem letu neaktivni, tako da oni so svoje že dosti bili doma.
Počitnice, ja, absolutno zaradi šolskih obveznosti, ampak ostati pa morajo aktivni, ker ta sezona ni bila kompletno narejena in se potem ta cikel sezone zaključi, potem je normalno, odmor mora biti sklop, potem pa se začnejo nove priprave. Fantje so pa že dosti, ne zaradi njihove krivice, ampak zaradi celotne situacije, so že kar dosti počivali, tako da čim manjši odmor. Te je strah, da bi lahko govorilo o neki izgubljeni generaciji čez nekaj let, da so vendarle tukaj izgubili čas in moč v tem obdobju? Pa to se bo pokazalo. Mi smo se trudili, da treniramo maksimalno. Mi smo imeli srečo na Olimpiji v naši generaciji, pa tudi pri starejših, ni bil odliv otrok. To pomeni, otroci so se vračali. Po nekaterih drugih klubih, kjer normalno vsi komuniciramo med seboj, so imeli ta pojav, da se po koroni otroci več niso vračali na treninge. To pa bi znal biti problem za kasnejše te generacije. Tudi sina imam 8 let starega. Upam, da ne bo ta luknja se potem pokazala pri starejših kategorijah. Sin podoben igralec kot ti? Ali? Identična zgradba. Identična. Majhen, ampak lahko teče 3 dni. Ali ti lahko pri U14, U15 že vidiš, komu bo ratalo, da tako rečemo? Ali ti že vidiš neke zametke, zdaj pa ta igralec pa ima osnovo in zdi se mi, da pa on pa bo lahko profesionalno živel od nogometa? To je nemogoče napovedati. Mi lahko vidimo, in to se vidi takoj, kateri fanti so perspektivni. Če gledamo, odvisno, kateri parametri so tisti, ki so osnova, ali govorimo samo tehnika, razumevanje igre, bolj je mentalno. Bolj je mentalno. Se pravi, nogomet, kdor bo lahko živel s pritiskom selekcije, konkurence, pritiska rezultata navijačev, ta bo lahko iz sezone v sezono prebijal te limite. Tudi sam, ta športna pot, tudi govorili smo o prvem poklicu za reprezentanco. Meni so se stvari dogajale v trenutku, ko sem najmanj pričakoval. Na meni je bilo, in tudi fantom svetujem, vi delajte, fokusirajte se na to, kar lahko. Hrana, trening, spanje. Ne razmišljate pa o tem, čez pol leta bom na Olimpiji, čez 1 leto bom v Cityju, ker tega ni. Enostavno, nogomet je živa stvar in je toliko nepredvidljiva, nestabilna. En lom noge se zgodi, pa se vse zbriše, kar je bilo za nazaj. Tako da največji hočem pripraviti v tem mentalnem smislu. Mentalna smisel je ta Luka Dončić, ki se mu zgodi, da je najboljši igralec na svetu, pa to preklapa z največjo lahkoto. Sprašujem zato, ker se spomnim mojih srednješolskih dni, ko smo res intenzivno spremljali nogomet in se spomnim te generacije takrat tvoje, ki je bila zelo uspešna. In potem smo delali tisto, kot vsi nogometni manijaki navdušenci, da smo risali, zdaj bom pa naredil prvo 11-terico reprezentance leta 2015. In potem je bilo seveda Boban Jović desni bok, potem se ne spomnim več, seveda res je bila dobra generacija z Vučkićem in dalje, za njega se je tudi zdelo, njega so tudi poškodbene nazadnje dosti omejile, kolikor bi lahko imel potencial, pa Lazarević, res je bila ena taka odlična generacija, ampak ja, potem pa vse nekako gre svojo pot, ampak vendarle mislim, da sem imel prav, da sem takrat te postavil na ta desni bok. Super, vidim, da ste zelo dobro pripravljeni, nekatere stvari tudi sam, zdaj refresh mi naredite, pa se spomnim. Imeli smo to generacijo do 21, bil je Jan, sicer mlajši, je bil 2 leti od nas, ampak je bil priključen naši generaciji, potem Kevin Kampl, Rene Krhin, Robert Berić, Dejan Lazarević. Tako nekako po pozicijah smo bili razdeljeni, da nismo bili 3 najboljši desni boči, ampak smo bili tako pozicijsko razdeljeni, da je to nekako bila zelo dobra celota. Ker nekako zdaj v tistem času je bila A reprezentanca zelo močna. Mi vemo, takrat je bilo odhod na svetovno prvenstvo, kjer smo mi, naprimer, Jan je mogel čakati na priložnost ob Samiru Handanoviću, pri meni osebno na Miša Brečka, kjer je bilo objektivno, da mi ne moremo v tem trenutku igrati. In je bil nekako zamik te naše generacije, da smo bili šele naknadno pridodani in vključevani v A reprezentanco. Zdaj je malo več, reprezentanca je nova osnova se gradi, igralci hitreje dobijajo priložnost. Ampak da je bila ta generacija, mi tega pritiska nismo dojemali. Mi smo se zavedali, da smo bili toliko dobri, pa rezultatsko smo to potrjevali. Mi smo pri 19 letih edina generacija, ki smo prišli med 8 na Evropskem prvenstvu in potem smo bili toliko samozavestni, da nas ni zanimalo, ali je pred nami Švedska ali Norveška. Mi smo mislili, da smo Bogom dani in da zmagujemo. To je ta mentalni sklop. Če pa ti ne gre, potem pa razmišljaš o vsem.
Mogoče za konec bi povabil mlade in njihove starše, če se priključijo NK Olimpija. Verjetno je pri 14 malo prepozno za vključiti se v nogometno šolo, razen če iz kakega drugega kluba. Pa tudi v klubih imamo dobro scouting službo, potem tudi ljudi, ki se zelo dobro ukvarjajo z mlajšimi selekcijami, imamo tudi dneve odprtih vrat, tako da nekako jaz se ne ukvarjam s tem, da bi nekoga vabil, imamo ljudi, ki pripravljajo te stvari, nekako jaz skušam najbolj finalizirati igrišče, sistem za naslednjo leto in to je moja naloga. Kdor pa se čuti sposobnega, je pa absolutno talenta, pa dobrega karakterja, se noben ne odreka. Odlično. Boban Jović, bilo mi je v zadovoljstvo. Spoštovani gledalci, vi pa ostanite na Ljubljana TV, gledamo se. Hvala lepa.